The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes malo drugače, da se javljam iz kolesa. Ta teden smo imeli par gostov, pa se na koncu nobenemu ni šlo. Kar se tiče tedenskih akcij, ta teden je v akciji obroči, v bistvu so v akciji obroči, Niš, Silk Road, pa Princeton Peak, pa Wake, tako da na vse to poleg že znižanja dobite še dodatno 10% popusta. Evo, zdaj pa na debato. Glede na to, da smo kolesarski kanal, po mojem noben zameril, da sem jaz takole iz kolesa posnel. Debata danes je pa svetovno prvenstvo, en nov full sexy bike je prišel ven, pa jaz sem spet nazaj na temule. To sem komaj čakal. Vse je fajn biti na eni drugi raketi, ampak ko dobiš spet svoj bike nazaj, pač ja, drug feeling. Pogačar je odpeljal, mislim, da noben ni pričakoval 100 km do cilja, se je pa tako dobro išlo vse skupaj, da ja, vsaka čast vsem našim fantom, poln zadovoljstva v cilju, je bilo res noro. Kaj ene 15-20 do cilja, si že videli, da ga malo zmanjkuje, kar je logično po 100 km. To, kar je naredil, najbolj zanimivo mi je bilo, kaj je Badjoli, ki je samo odpeljal, ki je samo odvil levo. To pa pol na koncu, ki se je videl, koliko se matra, pa je stisnil še tist, ki je mogoče še sam mislil, da nima. Ja, in mu je pač ratala taka vožnja, da je pač res noro. In dosti komentarjev, koliko je bila to nora vožnja, ki je sicer res bila, ampak se moramo tudi zavedati, da tudi zadnji te, ki so ga lovili, so si skakali in je logično, da so pokurili v tistih momentih ful več moči, ker če bi složno jih delali v njih 5-10, ki jih je bilo. In ko ti delaš take nore skoke, kakor so jih delali, so bili v bistvu še bolj kisli, kakor pa tedaj, tudi če so vmes kaj počivali. Tako da na koncu se mu je res dobro išlo in ja, vsaka čast svetovni prvak napovedal takoj po zadnji etapi tura, tako da pač res noro. Tle je mogoče, kar se tiče ta novega bajka, ki ga je furil, novo barvo. Cena res nora, 17 200, pa barva, lahko komentirate spodaj, koliko vam je kaj všeč. Pa zato, ker je bil še, ker je res dosegel to lovoriko, po moje Colnago jih razprodal 1, 2, 3. Tako da ja, zdaj gremo pa še na nov bike, ki je prišel ven, BMC Team Machine Air Masterpiece. Mal drugačna vlakna, kakor pa standard Team Machine R1. Ta bike vsi veste, sicer jih ne prodajamo, ampak meni je to en izmed najboljših pa najlepših koles, ki sem jih kadarkoli vozil. Tako da, če ima kdo šanso, frameset pride slabih 9 určkov, tako da ja, cena je tudi spet navita, ampak to se pričakuje od teh special edition koles. Tako da, če ga kdo kupil, ne pošle kakšno slikco, po moje, da bo to od kupca najboljši bike, ki ga je imel. Kar se tiče še komentarja na tale moj Niš. V bistvu, dosti ljudi je presenečenih nad unim videom, ki sem ga dal ven od Colnagota. Colnago je res top bike, vse dela zelo dober, nič, pa vsaj kar sem se jaz vozil, ne dela tako, da bi rekel wow, da se pa noro spušča, pa noro vzpenja, pač vse dela tako, ful dober, tako da za večino kolesarjev bojo zadovoljni s kolesom. Je dobil ful dobro oceno kot all-around bike, je po moje en izmed boljših all-around bikeov, ki sem jih vozil, ni pa to zame top race bike, čeprav svetovni prvak dokazuje, da je vrhunski kolo. Tako da na temu, ki sem ga zdaj nazadnje vozil, mi res obroči niso bili všeč in se pol tudi cel kolo čist drugače pele, kakor kakor sem pa navajen, da se te high-end bajki furajo. Tako da to je to, tale moj Niš pride polcnej. Če bi se zdaj mogel odločiti, sploh ne bi razmišljal, po furi bi vedno vzel tega. Zdaj, če bi imel pa Colnago gor, mogoče iste feltne, ki jih imam jaz skle, zdaj tale račna, lahko slište, pa razgled. Torej, če bi imel kakšne boljše obroče gor, bi za moje pojme kolo pač čist drugačen. Tako da Zenve obroči, ne vem, Princetoni, Silk Roadi, karkoli drugega, pa bi bil kolo dosti boljš pač, kakor pa je. Jaz sem že skoraj na vrh klanca, tako da bomo tudi tale čvek počas zaključili. Ja, takole je razgled. Kar noro. Sprav Lombardija je še zadnja ta večja dirka, tam mislim, da si pričakujemo, da se jo boreli praktično istih 20, ki se je zdaj na svetovnem, še zato, Van der Poola sicer nov. Mislim, da ostali
pa znajo kar prijeti. Zdaj pa še kar se tiče nišev, small, pa medium in ekstra small so trenutno možni za test od 7. oktobra dalje. Tako da če hoče kdo sprobati, ne pride mem, pa se mu bo pač dal kolo zatestirati. Medium pa small sta tudi za prodajo zdaj, tako da od 7.10. dalje računite, da od une cene, kaj gor na spletu, cirka 20% popusta. Kar se tiče small, mislim, da je bil uvožen vse skupaj glih ene 300 km. Kar se tiče pa mojega medium, pa po moje, da ima zdajle cirka, ne vem, od 800 do jurja 200. Sta pa oba dva kar nova. Tako da, če hoče kdo imeti res top bike za v redu ceno, naj se oglas, pa bomo zrihtali. Ja, zdaj pa še naredim telih 50 metrov, pa bom preklopil, da vidite še ta zadnji razgled. Evo, takole še razgled.